Britanska policija je popolnoma nora. Vsi smo videli prevzem Združenega kraljestva in vsiljivce, ki preprosto nadzorujejo ulice. In kljub temu, nekako, britanska policija misli, da bi morala svoj čas porabljati za aretacijo, invalidov ali moških, ki so kupili nove kije, ki so še vedno dobesedno zaviti iz trgovine za njim. Ali pa, ženska, ki mirno sprehaja svojega psa, ker to užali islamiste. Morda starejši veteran, ki se je boril za Združeno kraljestvo. Ali moški, ki je objavil nekaj na družbenih omrežjih, dedek s srčno boleznijo. Kaj pa ta stara babica, ta nevarna babica in tako naprej. In zato, ker so prava šala in se osredotočajo na nore stvari, ni presenetljivo, da jih vsiljivci oziroma priseljenci ne jemljejo resno in jih brez težav pretepajo. Kar je tudi nov pojav, ki ga opažamo na ulicah Združenega kraljestva. O vsem tem bomo govorili. Dobrodošli v oddajo The Pushback. Sem Aira Kay, vaša voditeljica. Poskrbite, da se naročite na naš kanal, nas spremljate in naredite vse, kar lahko, da pomagate širiti informacije, saj smo tukaj, da govorimo o tem, kaj se dogaja na Zahodu. Kaj se dogaja na naših ulicah? In pogosto rečem tole: za tango sta potrebna dva. Niso samo vsiljivci tisti, ki poskušajo priti v Združeno kraljestvo, ampak tudi vlada in policisti, ki to omogočajo in dopuščajo, da se te stvari dogajajo. Ne samo, da to omogočajo, ampak svojo energijo usmerjajo v aretacijo napačnih ljudi. Danes bomo govorili o nekaterih najbolj norih policijskih zgodbah iz Združenega kraljestva. Začeli bomo zdi se mi, da je aretacija babic nekaj, kar večini od nas preprosto ni prav. Ne govorimo o terorističnih babicah, govorimo o res prijaznih starih babicah. Več kot 20 britanskih policistov, nekateri med njimi so nosili hidžabe, je aretiralo dve 90-letni ženski. Britanska policija spravlja svet v smeh. In ja, to bi bila smešna zadeva, če ne bi bila tako nora. Tako so zdaj aretirali to staro gospod tukaj. Hej! Ja ne, zaostajam. Poglej, kako je krhka. Pusti jo. Malo upora, prav? Res bi rada vedela. Sprašujem se, če nam v komentarjih povedo, zakaj so te ljudje aretirani. Kaj se dogaja? Ne. Zakaj bi britanska policija aretirala dve 90-letni ženski? Ne, nič ne piše o tem. Ne vem, proti čemu so protestirale. Zakaj so bile tam? Morda je to celo nekaj, čemur celo politično nasprotujem. Ampak prizor, ko starejši policisti aretirajo 90-letne ženske, je ena tistih stvari, ki jim res ne naredi nobene usluge. Nobene. Prav nobene. In tega res ne prenesem. Ampak kot stare ženske niso edine, ki jih aretirajo, ker so na javnih dogodkih. Govorimo o starejših moških, ki so doma in so bolni. Prav. Ta moški ima dedka s srčno boleznijo, ki je nekaj objavil na Facebooku. Dobesedno je objavil svoje misli na Facebooku, ti ljudje pa so porabili sredstva, da so prišli in ga aretirali. Poslušajte tole. Prav, Kaj misliš s tem, da ne smem piti alkohola? prav, bom ti povedala. Prav. Ura je 20 do 3. 1440. Aretiramo te zaradi suma nepravilne uporabe elektronskega komunikacijskega omrežja. Zakaj? 127. člen zakona o komunikacijah. Prav, ni ti treba ničesar reči, kar bi lahko škodovalo tvoji obrambi. Želiš omeniti eno vprašanje, lahko dopolniš kasneje. Pazi. Sliši se tako neumno, da govoriš s starim moškim in mu rečeš komunikacijska naprava, ki si jo uporabljal. No, to je bilo neprimerno vedenje. Na podlagi zakona o neprimernem vedenju v komunikacijah po 127. členu. In zato smo se odločili, da vas aretiramo zaradi vaše nevarne grožnje družbi. Mislim, seveda, kot bomo videli v trenutku, aretirajo invalide. Aretirajo ljudi, ki kupujejo nove stvari v trgovinah, in aretirajo ljudi, ker sprehajajo svoje pse, ker psi žalijo islamiste. Do tega bomo prišli v trenutku. Tako da nas verjetno ne preseneča, da tam zunaj aretirajo moške, ki so objavljali na družbenih omrežjih. Mislim, da si rekla, naj mogoče pokličejo rešilca. Razumeš to? Torej, dejansko sem aretiran. V redu, odpelji to na postajo v. Prav. V redu, glede nekaterih komentarjev, ki ste jih objavili na Facebook strani. Torej, Resno? vsi smo tukaj zaradi zločina na Facebooku, kaj ne? V redu. Torej, to je dobesedno zločin na Facebooku. Pomnite, čeprav ne poznamo konteksta tega, kar je napisal, razen če ni napisal nekaj v smislu jaz bom šel ven in ubiju nekoga, zaradi kakšnega komentarja bi lahko nekoga aretirali, ampak pustimo to. Pomislite na to, da obstajajo celotni oddelki, ki se ukvarjajo s prečesavanjem družbenih omrežij ljudi in potem hodijo na njihove domove. Mislim, samo količina davkoplačevalskega denarja in virov, ki se zapravi za take stvari,
te ponovno spomni, zakaj te policiste na koncu pretepajo priseljenci, kot v tem videu, kaj ne? Poglej tole. Borijo se proti predsedniku. Napadajo policijo, ker vedo, da jim bo to uspelo brez posledic. Ker vedo, da če so ti policisti dovolj samozavestni, da gredo aretirati, ne vem, starejše babice in tako naprej, potem dejansko ne bodo ostali zaradi rasizma, ker so si te ljudje drzdili povedati stvari, ki jih niso. Poglejte, tem ljudem ne bodo nič naredili in zato se lahko brez posledic dobesedno spravijo na te policijske avtomobile. Kar je nekaj, kar je v vsaki državi. Bi veljalo za hudo kaznivo dejanje. Ne moreš napadati policijskih avtomobilov, ampak kot pravi ta objava, so oni tisti, ki imajo nadzor. Oni imajo nadzor. In prav to je grozljivo vedenje, ko aretirajo starejše moške zaradi Moramo objav vam na družbenih zastaviti omrežjih. nekaj vprašanj o tem. Prav. Ali imate kaj v žepu? Hej, Joe! Dobili Bodo smo me poročila, aretirali, da ste ker sem dali objavil na nekatere Facebooku. komentarje, ki so žaljivi, nespodobni in ljudje so se zaradi tega pritožili. Mi lahko poveste, kakšen je bil ta komentar? Ne. V redu, no? To bomo storili in pustili pri tem. Prav. Mislim, spet, kako nerodno je to. Nekdo se je pritožil zaradi tvojih komentarjev na Facebooku. Ampak spet, radi se spravljajo na stare moške. Poglej te vojaške veterane. Lahko ga držiš, lahko z njim mahaš, samo mi ne. Ne povzročijo nobenih težav z ograjami. Ja, imejte svoje zastave, samo ne na ograjah, to je vse. In opozarjajo jih, ker držijo svoje zastave na ograjah, kaj ne? Kar je tako neumno. Res, tako neumna in majhna stvar, zaradi katere se razburjaš nad ljudmi. In govoriš o vojaških veteranih. Poglej te moške. Niso jim rekli ničesar. Ne, izobešanje na teh ograjah. Vem, ampak on vozi motor. Govorimo o teh, to je res Jaz bom samo zagotovil res je tako žalostno. Ampak ta je iskreno eden mojih najljubših. Ker ta ženska sprehaja psa. In povedali so ji, da se mora umakniti s svoje ulice, ker sprehaja psa. In ne bo vas presenetilo, če slišite, da je razlog ta, da v bližini poteka islamistični protest in je to žaljivo. Ja, spet levičarji Zakaj in mi njihova gudarnjava. kličeš in praviš? Nočem, da me kličeš, bomo naredili. To je nadzor. Tako da ne moreš smelo ničesar reči ali narediti. Nadaljuj, Ford. Napadel bom levičarja v vsakem primeru. Absolutno. Kaj misliš s tem? Nimaš vstopnice. Britanci te imamo radi. Ne greš tja! Oprostite. Fantje, 2 od vas, prosim. 2 takoj. Ne bomo klicani za take stvari. In zdaj nas policija prosi. In zdaj zakon. To me je res šokiralo. Ta vsebina me šokira. In res, fantje, to je res smešno. Vidite, tega moškega so aretirali. Mimogrede, zdaj je bil izpuščen. Ampak moškega je aretirala manchesterska policija, ker je nosil bejzbolsko palico, ki je bila še vedno zavita v plastiko. Pravkar jo je kupil. Pravkar jo je kupil, zdaj je bil izpuščen in vse obtožbe so bile umaknjene. Dejstvo, da so ga poskušali aretirati, kot da bi nosil orožje, on pa je pravkar kupil bejzbolsko palico v trgovini. Še vedno je zavita v plastiko. In poskušali so ga aretirati, ker naj bi nosil orožje. Kaj je narobe s to policijo? Ni čudno, da Britanci čutijo, da nimajo nikogar, ki bi jih branil. Kaj je to? To ni samo en posnetek, ni samo en video. Zdaj vidimo, da obstajajo na desetine in desetine in desetine takih posnetih dogodkov. V redu, protestniki blokirajo hodnik in omejujejo dostop osebi z invalidnostjo. Policija stoji ob strani in invalidnemu moškemu reče, naj se vrne in gre po drugi poti. Neverjetno. Kar praviš je, če bi vodstvo tem reklo, naj se premaknejo. Prosim, zapustite to območje. Ne bi jih odstranili na silo, ker protestirajo. Ne, mirno protestirajo. Ampak ja, jaz mirno protestiram. Ti pa ne. Kaj pa v njihovem protestiranju? Ne premikajo se, samo sedijo tam, lahko greš okoli njih. Če vprašam, so enot. Lahko vprašaš enega od nas in ti prinesemo stvari, ki jih želiš. Poglej, policist je zelo spoštljiv, ampak spet se vse vrne na isto miselnost. Miselnost strahu pred tem, da bi dejansko zagovarjali prave vrednote. Če imaš invalida in je tam skupina ljudi, ki protestira in blokira prehod, naloga policista je, da reče, poglejte, ti ljudje imajo pravico protestirati. Ampak da gre do njih in reče, bi vas motilo, če dovolite temu invalidu, da gre skozi. Ne pa, da temu invalidu razlaga, kako tega ne more storiti, ker imajo protestniki pravico,
pravico blokirati njegov prehod. To je res čisto narobe. Poglej, ta policistka, ki ni želela, da bi tista ženska vzela svojega psa in šla skozi, jo je morda poskušala zaščititi, ker točno ve, kaj se lahko zgodi ženski, kot je ona, če gre skozi islamistično množico. Ampak spet, hkrati pa je dejstvo, da so te policistke in policisti tako sproščeni, ko zagovarjajo napačne stvari. Morda je tisto, kar je ta starejši moški objavil na svojem Facebooku, je bilo popolnoma napačno in res nezakonito in imajo vso pravico, da ga aretirajo. In mogoče so tisti stari vojaki, ki so vihrali zastave, res počeli nekaj nezakonitega. In mogoče so tiste 90-letne ženske res počele nekaj nezakonitega. Vse je mogoče, ampak dejstvo, da se sredstva porabljajo za to, namesto da bi jih dejansko uporabili za obrambo Britancev pred tem, kar se dogaja, je tisto, kar mi ni jasno, ker vas bom še enkrat spomnila na posnetke teh policistov, ki jih napadajo migranti, vsiljivci, ki so prišli zaradi prepričanja, da ti policisti ne bodo naredili prav nič, da bi jih ustavili. In ti moški so strašljivi. Kaj ne? Strašljivi so. To je strašljiv prizor. Strašljiv prizor je za policista, še bolj strašljiv pa je za navadnega človeka, ki hodi po Združenem kraljestvu. In prav ta pojav omogočajo takšna dejanja, saj ne ustvarjajo nobenega odvračilnega učinka, ki naj bi jih policisti zagotavljali. In verjetno ni presenečenje, da ljudje britansko policijo dojemajo kot popolno burko. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.